Drage dame, spoštovani gospodje, na mtb.si prvič poskusno kamera s čelade in to s komentarjem Primoža Štrancarja, udeleženca nedavne dirke finale italijanske serije Super Enduro v finale Ligure. In Primož bo povedal kaj več o teh dveh od 5 etap, ki smo jih prikazali na tem prispevku. Tako je, videli ste že napis 4. etapa, v prispevku bosta 4. pa 5. etapa komplet posneti. Tukaj je v spredju Tanja Žakelj, kamera je na čeladi Robija Kordeža, tako da se z lahkoto vozi z vsemi nami od zadaj. Začetek te etape je bil bolj ravninski, treba je bilo dosti poganjati. Zdaj tukaj se pa počasi prevesi malo navzdol. Etapa iz tehničnega vidika ni bila tehnična, ampak je bila pa najhitrejša sigurno. Podlaga je bila tako na trenutke kar drseča, bilo je dosti prahu, kot vidite tukaj, pač se ne da ustaviti dosti v času. Povem naj, da ti posnetki so iz prvih voženj, se pravi, nič nismo bili prej na progi, se pravi, gremo na slepo. Tako da kakšna napaka sem pa tja, je lahko razlog tudi tega, da pač nismo poznali, ne. Gledalci lahko na spletu najdejo tudi posnetke s kamere Dana Athertona, da vidijo, če je bil mogoče kaj hitrejši na teh odsekih. Drugače pa kot zanimivost, na nekaterih delih te etape so snemali tudi prizore za 10. nadaljevanje serije New World Disorder. Ja, tu smo pa že prej izvedli, ja. V bistvu tu je pa bil, proga je bila ta ženska DH proga izpred, ne vem, dobrih 10 let, če se ne motim, ne. Pač takrat so bila tudi kolesa temu primernejša, niso bila toliko zmetenja po vsega, proga se pravi tudi dosti lažja, no. Zdaj s primerjavi z današnjimi downhill progami je to Tanja, kaj greš po moje bolj direktne linije ti? Pa gre bolj čez kameje. Poslušamo navodila Robija Kordeža Tanji Žakelj, ki se je spoznavala šele s kolesom s toliko hoda. Ja, Tanja je pač dobrih 14 dni prej se prvič usedla na ta kolo, sprobavila je bolj doma na dosti lažjih terenih, je priznala, ne. Tukaj pa videla, da kolo pač dopušča dosti več kot pač neko cross country kolo. Vseeno ima 140-150 hoda, kolo prav namenjena za enduro dirke, ne. Če primerjamo, prej si omenil spust, pred dobrimi 10 leti so bila kolesa za spust približno taka, kot so danes za enduro. Ja, no, se potem so pa verjetno dosti podobno uživali, kakor smo mi tukaj, ne. Čudovit razgled se nam je v tej etapi odpiral, tako da kdaj je tudi oko išlo iz poti malo višje na morje, tako da tukaj je bilo res zanimivo na tej 4. V bistvu vidite vse odprto, tukaj pred leti verjetno gorelo in ni nič dreves in ves čas si na odprtem terenu. No, zdaj se pa začne ta najhitrejši del, ki bo v bistvu kar naravnost navzdol. Jaz sem se do zdaj udeležil ene enduro dirke, tako italijanske, in me ta del kar presenetil, ker mislim, da so bile hitrosti tudi še 70 na uro tukaj. Pa ni toliko tipično, no, ko so bolj zavite proge, da je pač dirka dostopna za vse, ne samo za tiste, ki res znajo spuščati. Tudi ta hiter spust po globokem pesku, šele malce pozneje se pride tista najvišja hitrost. Drugače pa finale Ligure, kako se ti zdi? Za kakšen spomladanski, jesenski, kolesarski dopust verjetno kar primerno? Če grem jaz mimo? Ja, sam teren in ambient zelo dober, tudi ljudje so zelo temu podvrženi in sprejemajo kolesarje kot res tiste, ki pač dobrodošli ljudi v njihovi okolici, no. Drugače, kar se pa dirke tiče, ni bil prav izlet, ker 6 ur non-stop na biciklu, tudi gor pa dol. Evo, tukaj je ta hiter del, zdaj je že zaviranje v desni zavoj, Rob je malo odzad videl, tukaj se mi je priključil zadaj. No, nekaj posnetkov iz tega odseka, ki ga zdaj spremljamo, vidite tudi v drugem filmu, tisti nedeljski reportaži z dirke, tudi nekaj fotografij imamo z tega dela. Tukaj se reži Robi, ker sta kar precej ušla vsem drugim, ne.
Ja, pokomentirala sva, ki se mi je približal, ne. Ker prej je bila drugačna zasedba od zadaj in me malo presenetilo, ne. Sem tako vedel, da je Robi prišel od zadaj. No, tako konec etape je bil pa tako poševno po pobočju, malo izpostavljeno, ni bilo nič kaj tako pretresljivo nevarno, ker ni bilo nekih ostrih zavojev. Pred koncem bomo videli pa še par serpentin, ki so bile recimo tehnično bolj zahtevne od cele te etape. Prav na širokokotni kameri tole videti dosti bolj izpostavljeno, kot je v resnici. Ja. No, lepota, Robi je vse povedal. Časno nam je pogled tudi do sleva všel. No, tu lih na kolesu ni bilo dobrodošlo, ne. Katera je bila najdaljša etapa? Ja, najdaljša je bila prav 5. etapa, ne, ki jo bomo videli za to. Tudi iz vidika zahtevnosti, pač vozilo se je po 5 urah vsega dogajanja, po 5 pa pol, ne, in tudi z tega vidika najbolj vzdržljivostna, bi rekli, ne. Bomo videli potem tudi dosti bilo za poganjati na koncu, ne. Tukaj zdaj ta, recimo, najbolj tehnični del v tem delu. Tisti, ki se vozite po našem krasu, no, tukaj je dosti primerjave, no. Skale, kamni, vmes pa zdrobljen pesek, prah, tako da ni bil lih optimalen prijem. Taka serpentina je prav zaradi prijema lahko zoprna, ne? Ja. To ni kaj takega. To ni kaj posebnega. Robi itak navajen vsega dobrega, hudega, nimam problema. Se pravi, skupaj 50 kilometrov, 1500 višincev in vmes 5 hitrostnih preizkušenj, čisto na koncu je prišla tale, ne? Ja. Robi je celo nekaj več, nekaj čez 1600 vzpona na miru na njegovi uri, tako da je kar zahtevno, no. Tukaj od spredaj zdaj bo vozil Primož Gamsmal, tudi on je bil nov na tem kolesu, polno zmetenem, tako se mu malo vidi. Ampak tudi kar v redu, je užival na dirki, bil zadovoljen s predstavo, še stavo je dobil. Orbea, Ralon ali Rajon, kot rečejo Španci, je pravo kolo za tole. Potem sem šel gledati rezultate, kjer tudi navajajo kolesa vseh udeležencev in niste bili edini na teh kolesih. Ne, sem videl tudi nekaj koles, ja, takih, tudi spodaj pač v mestu, štartno-ciljni prostor, če lahko temu rečemo, ne. Cilj v bistvu ni bil, tam je bil meeting point, šlo se pa vse okrog po hribih, ne, sem opazil nekaj teh koles, ja. Manjkalo pa vam je kaj? Potopna sedežna opora? Ja, zdaj, če se bomo bolj resno, potopna sedežna opora, pa spredaj za verigo. Vodilo verige. Možno tudi en zobnik spredaj sam bi bil dovolj, ni treba niti dveh. Bi šlo na tej dirki z enim? Bi šlo, 32 ali pa 36 izbira bi šlo, no. Kakšen klanc bi bilo treba verjetno se stopiti z kolesa, tu mislim navzgor, ne. Drugač bi bilo pa optimalno zaradi problemov z verigo, ki jih lahko imaš sploh na delu. Zdaj, ko bomo pa šli malo naprej, zelo skalnat par skokov. Na dirki je meni tukaj recimo vrglo verigo dol, lih sva se s Primožem prehitevala, se mi je dobro umaknil, ampak vseeno je malo zaropotalo, pa sem bil brez verige, to je kar malo hendikepa, sekunda, 2, 300, takoj. Ogromno je tukaj skal, ampak defektov moram priznati, da nisem videl veliko. V redu, skale so vse dosti fiksne, ni bilo tistih prostih kamnov, tistih povzročijo defekte, če skala fiksno jo vidiš, preskočiš, zapelješ, bilo kako, ne. Zdaj tukaj pridemo verjetno do najbolj skalnatega odseka, ne. Ta zavojek smo ga potem tudi malo potrenirali. Evo, v tem delu sva z Gamsom naredila zamenjavo. Jaz spodaj, on čez mene od zadaj. Ja, Korda še enkrat poskusi ta odsek, zdaj gre pa Jerry Sobočan naprej. Vse je to Jerry, a ne? Težko je prepoznati včasih tekmovalce na enakih dresih, na enakih kolesih, ampak vsaj čelade imate nekoliko različne. Ja. To je, ne, mi se malo poznamo že itak po slogu, pač vožnje. Ima pa posebno tehniko nošnje nahrbtnika na levi strani, za leve ovinke ima dobro težišče, za desne malo slabše.
Očitno je tako naštudiral, da je tako zbalansiran najbolj. Tukaj sem na montaži odrezal en kratek cestni odsek. Ja, ima zelo kratek, 100-150 metrov. Potem pa tukaj, ki sem se jaz pripeljal za vami, smo se šalili o tej notranji liniji in dejansko smo potem videli fotografije, da ga je vsaj en tekmovalci šel tam naravnost dol, čez zelo grd drop. Vse drop ni bil nič posebenega, bil je bil poseben landing, ki si mogel levo tako zaviti, pa res ni bilo prostora, no. Z Robijem sva se hecala, Andrej, prid tam dol, ne, v bistvu je nas jeden slišal. Se pravi, 3 sekunde, 4 mogoče je prehranil tam, ne? Ja, sigurno, ne. Tu pa na koncu lahko kar nekaj pomeni, ne. Zdaj je pa del, kjer je pa Tanja verjetno gotovo prehitela tudi Tracy Mosley v tej etapi. Ja, jaz sem prepričan, da jo je, ne. Če vemo, da je Tracy Mosley pač suverena v downhillu, Tanja malo manj, na koncu je bilo pa samo 4 sekunde razlike od 8 minut pri ženskah, tako da tukaj je sigurno jo je malo šolala, ne. Mislim... Ja, tukaj je zdaj konec 5. etape, mislim, ni še konec, mi smo se že, pač še enkrat poudarjam, vozili smo na slepo tukaj, prvič smo šli, smo se že malo preustavili, smo mislili, dosti je bilo poganjena, gor dol, tudi taki klanci, da je Robi pač v prvo imel tudi kakšen problem, jaz sem malo šel, da ni videti, da sem imel probleme. Je bil pa tudi ta tako slikovit, dosti odprt, ne, ni gost, ni pač neki krošnje, tako da vidljivost je bila v redu. In ta spon se še kar vleče, zdaj gre spet malo navzdol, ampak še bo navzgor, ne? Ja, tako zelo, v primerjavi, jaz sem vozil v Savzeju Pokal narodov v avgustu, je bila ta dirka tukaj dosti več za poganjati vmes, ne, sam lih to je čar tega super endura, da se mora biti kolesar popoln. Ni zdaj sam navzdol, ne želijo super enduro enačiti z downhillom, tako da mora biti tudi kaj za poganjati. V sami etapi vmes, ne sam transferi, ne. Ampak za najboljše specialiste v enduru to ni težava, ker so živalsko fitne. To smo videli, recimo Remi Absolon je v eni etapi 17 sekund dal Nikolaju Ljoju, to je podatek, da je zelo, zelo dobro pripravljen, tudi fizično, ne sam spustaško. Ker 17 sekund ne možete Nikolaju Ljoju na spustu, ne? Mislim, da je to nemogoče, ja. Na slepo si dobro odpeljal ta uvink, ne? Ja, tukaj je bil kar dober feeling, ja. Mal driftanja od zadej. Pač podlaga je to dovoljevala, ocenil sem, videl sem naprej, da je mal bandic, je mal opore za spreden kolo, zadnji je pač sledil, ne. Tudi hitrost tukaj. Tudi slišite po dihanju Robija, tisk pozna Robija Kordeža, ve, da ni lih v slabi kondiciji, ne, je bilo zahtevno, ne. Tukaj smo že mislili, da je konc etape, ampak se je nadaljevala. Ampak se je nadaljevala v istem ritmu, se pravi gor dol, pač steza, bom rekel po domače singlca, tu vsi razumete. To je lih en kratek, bolj kamnit odsek, tukaj se niti ne vidim, je bilo kar tako malo čudno, zdaj se pa spet levo, desno, zaprti ovinki, ne vidi se naprej, podolko. Ampak vseeno so to steze, ki so primerne tudi za romantičen, družinski mountain bike izlet, ne? No, vsekako, vse smisel, še dirka, ja, treba spet na en hupser malo pohoditi. Smisel endura je, da se razširi množicam, da ni zdaj to toliko, da se pač lahko spusti tudi en tak bolj človek, ki ni nikoli dirkal, pa nima nekih izkušenj. Pa ima samo malo želje primerjave pač z družbo, s prijatelji. Imeli smo tukaj tudi kar nekaj starih spustašev in freeriderjev, ki pravijo, jaz sem star 35, 40 in več let, jaz se nočem več poloniti, ampak v enduru je pa lušten, ne? Je, ker ni takih brutalnih tehničnih delov, strmih, velikih hitrosti. Tam je bila velika hitrost, v četrti smo videli, sam je bila na odprtem, ne. V prvi je bilo nekaj tudi malo bolj tehničnega, ampak če greš pa 10 metrov peš, pa tudi ne bo krona z glave pada noben, ne. Tudi nič hudega, ne. Je bilo nekaj skal, sam je bila pa hitrost minimalna, ki so bile zaprti ovinki in je bilo v redu, no. Tukaj se zdaj gre proti cilju, tukaj je bil
Prav tukaj, ko sem zdaj, je bil cilj 5. etape, zadnje preizkušnje, tukaj pa sam še potem razpeljava v mesto, kjer je bil pač urad. Poslovica mora, hvala lepa, Primož. Adijo!